Pri enakovrednem vključevanju invalidov v družbo imajo pomembno vlogo invalidske organizacije, društva in zveze, ki skrbijo za njihovo boljše, bolj kakovostno in enakopravno življenje. Ko pogledamo na zadnjih 30 let od osamosvojitve Slovenije, lahko razdelimo nekako na 3 obdobja. Prvo obdobje je tisto, ko je bilo potrebno iz jugoslovanskega reda prenesti v Slovenijo tisto, kar se je dalo v tisti trenutek. Zelo pomembno pri tem pa je bilo dejstvo, da je Slovenska loterija ohranila sredstva za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij. To je še danes izjemnega pomena, kajti to za našo organizacijo pomeni sredstva za preživetje. Drugo obdobje je obdobje, ko je bilo potreba počasi prepričevati državo o sprejemanju zakonov. Predvsem je bilo takrat prepovedan znakovni jezik, tako da je bilo veliko napora usmerjenega v prepoznavanje, kaj znakovni jezik je. Leta 1996 pa so se začeli prvi koraki za sprejem zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika, ki je bil sprejet leta 2002. No in od tega leta dalje pa štejemo tretje obdobje, ko pa dejansko smo razvili kar veliko novih zakonov, novih predpisov, se pravi, govorimo o zakonu o uresničevanju možnosti invalidov, zakonu o osebni asistenci, govorimo o komunikacijskem dodatku, govorimo o pripomočkih tehničnih za gluhe in naglušne, govorimo o, dostopnosti naglušnih in gluhih. In lahko rečem, da pa smo to tretje obdobje zaključili ravno v tem letu, ko smo uspeli vpisati znakovni jezik in jezik gluhoslepih v Ustavo Republike Slovenije. S tem dosežkom pravzaprav vstopamo v novo obdobje, ker lahko gluhi in oziroma osebe z izgubo sluha, zahtevajo svoje pravice tudi z ustavno določbo. In verjamem, da smo na področju izobraževanja naredili veliko korakov, gluhe in naglušne opolnomočili, da bodo lahko oni zdaj sami ambasadorji novih pravic, novih želja, novih potreb v svojem življenju. Ne glede na to, v kakšni socialni situaciji smo, v kakšni ekonomski situaciji ali tudi glede na invalidnost, ki je. Vsi smo ljudje, vsi imamo isto potrebo, da smo spoštovani, da smo sprejeti, da smo ljubljeni, da imamo potrebo po ustvarjanju, po delu. Tako da vključujoča družba je vrednota vseh nas, invalidov in neinvalidov, in naj ta dan tudi odzvanja v tem duhu. Današnja situacija je seveda za invalide veliko boljša, kot je bila pred kakimi 100 leti. Gre za napredek splošne družbe, mi pa temu bolj ali manj sledimo. Slepi smo seveda pač tista skupina, ki potrebuje zelo veliko pomoči v vsakdanjem življenju, tako pri gibanju, kot pa pri pomoči pri branju, in smo zelo odvisni od raznih pripomočkov, od naklonjenosti drugih ljudi. Vseeno pa lahko rečemo, da smo se danes precej približali ostalim, predvsem na področju šolanja, medtem ko imamo pa velike težave pri zaposlovanju. Ja, naše želje so predvsem to, da bi informacije bile dostopne v večjih oblikah. Tu že zakonodaja predvideva postopno
izboljšavo dostopnosti medijev in ostalih storitev. Seveda si pa želimo, da bi nas družba sprejemala kot ljudi, s katerimi se je sicer treba malo več ukvarjati, ampak da neke sposobnosti za poklicno delo pa vseeno imamo in lahko nekatera dela gotovo opravimo dovolj kvalitetno ali pa primerljivo z drugimi. Invalidi res potrebujejo določene prilagoditve in pomoči. Je pa pomembno, da se med sabo spoznavamo, družimo in da pritegnemo tudi tiste, ki se jim je pred kratkim kaj hudega zgodilo na področju telesnih funkcij ali pa duševnih, da poiščejo sebi podobne skupine, kajti invalidi smo precej dobro organizirani v naši državi. In vsi so dobrodošli in veliko lažje je prenašati invalidnost, če vemo, da nismo sami. Zveza Sonček združuje v svojih društvih preko 4000 članov in že skoraj 40 let zagotavlja storitve, programe za osebe s cerebralno paralizo in tudi drugimi invalidnostmi. Nismo samo društvo, ki se ukvarja z društvenimi aktivnosti, ampak smo tudi izvajalci socialno-varstvenih programov, osebne asistence in imamo zato tudi stanovanjske skupine oziroma stanovanja, v katerih prebivajo odrasle osebe z invalidnostjo. Dnevne centre, ki smo jih ustanavljali že v začetku 90 let, so pomembni zato, da tudi osebe z invalidnostjo, za katere se je nekoč smatralo, da ne morejo nič delati, lahko v okviru svojih sposobnosti so vključeni v delovne procese, v proizvodnjo in izdelavo določenih koristnih predmetov, izdelkov, ki imajo potem tudi tržno vrednost in se jih lahko prodajo. Tukaj se delajo od novoletnih voščilnic do različnih lutk, izdelkov iz lesa, iz gline, tekstila, vse z namenom, da vsak prispeva to, kar zmore. Prepričani smo, da vsakdo, ne glede na svojo oviranost, gibalno, telesno, intelektualno, lahko nekaj prispeva v skupno dobro in se počuti koristnega v tej družbi. Deinstitucionalizacija, za katero se prizadevamo že vrsto let, je temeljni pogoj za dostojno življenje vsakogar v skupnosti. Na žalost, institucija ni oblika običajnega in dostojnega življenja, zato želimo, da vsi lahko bivajo, so vključeni v delo v skupnosti in ne v posebnih inštitucijah. Seveda si želimo, da imajo tudi vsi volilno pravico, ker je to ena izmed temeljnih pravic vsakega državljana. Zveza Sožitje bo drugo leto praznovala 60-letnico, na kar smo zelo ponosni. Zveza združuje 52 društev lokalnih, ki skrbijo za osebe z motnjami v duševnem razvoju in njihovih družin. Dnevni centri predstavljajo našemu članstvu oziroma osebam z motnjami v duševnem razvoju, v kateri so vključeni, eno rutino, dnevno rutino, ki skrbi za ohranjanje pridobljenih psihofizičnih sposobnosti in na koncu tudi socializacijske momente, ker nekateri naši člani se samo v teh centrih družijo z podobnimi osebami. Dnevni centri so staršem zelo pomembni, ker predstavljajo določeno razbremenitev za čas, ko jih obiskujejo. Tudi moram povedati, da imajo dnevni centri prevoze, ki pripeljejo od doma do varstveno-delovnega centra osebe, katerih potem preživijo tam določene ure. Dnevni centri so prilagojeni z različnimi dejavnostmi, ki so
prirejene pač sposobnostnim osebam, kjer opravljajo svoje delo. Naši člani pravijo, da hodijo v službo. To jim predstavlja nekako tudi pomembno sporočilo družbi, da so tudi oni koristni. Vsak primanjkljaj, ki ga imamo, je mogoče zelo dobrodošel v družbi, da prepoznamo to in da pristopimo k boljšemu življenju nas vseh. Sporočilo invalidskih organizacij je: nič naj se ne dogaja brez invalidov. Društvo distrofikov Slovenije je nacionalna reprezentativna invalidska organizacija, ki združuje na prostovoljni osnovi posameznike z različnimi oblikami mišičnih in živčno-mišičnih obolenj. Gre za redka obolenja, nevrološka, degenerativna obolenja in seveda kasneje, ko bolezen napreduje, postanemo zelo hitro odvisni od fizične pomoči drugega človeka, odvisni od različnih medicinsko-tehničnih pripomočkov, kot so invalidski vozički, posebne električne bolniške postelje. Želimo si, da se slovenska družba, slovenska javnost zaveda, da imamo enake potrebe, želje in da si želimo biti aktivni člani in predvsem, da imamo ne samo enake možnosti, ampak tudi enake priložnosti. Jaz sem član društva distrofikov konkretno že celo življenje. Skozi celotno življenjsko obdobje ti društvo nudi eno podporo, skozi različne njihove socialne programe. Zdaj, ključnega pomena se mi zdi, da ti omogočajo prevoze iz ene točke na drugo, ker na tem področju mogoče v Sloveniji še ni zakona oziroma ni še najbolj urejene infrastrukture. Prav tako ti pa pomagajo, da se lažje vključiš v družbo. Tudi so izvajalci osebne asistence, katera se mi zdi pa ključna za delovanje invalida. Vendarle slovenski invalidi smo dejavni na različnih področjih, smo tudi aktivni državljani, s svojo ustvarjalnostjo in delom tudi prispevamo v tej družbi. Tudi za gluhe in naglušne in želim, da so vsi tudi enakopravni med seboj. Želim jim boljše življenje in tudi boljšo situacijo v življenju. In prepričan sem, da bo potem tudi življenjska raven boljša in želim, da gremo tudi naprej in tudi, da se bi zakon še mogoče popravil in izboljšal. Slabši položaj invalidov je velikokrat posledica pomanjkanja znanja o invalidih in njihovem položaju. V Sloveniji je po nekaterih podatkih približno 10% invalidnih oseb.